Pozdravljeni državljani in državljanke, zopet z vami Jure Gubanc, podjetnik, ki komentira in vam daje svoje znanje, da bolje lahko razumemo Slovenijo, ekonomijo in družbo. Vzel sem si zopet za primer zelo dober podcast, kjer je gostoval Antoko v Ideji, in sicer v tem podcastu je bilo izrečenih zelo veliko zanimivih iztočnic, vpogledov v družbo, dobrih kritik družbe, sa strani obeh, predvsem pa se mi zdi pomembno to, da se počasi začenja razbijati in razblinjati ta ideja v družbi, ki velja zelo močno, da je socializem, socialna država, kot jo imamo trenutno, nekaj dobrega za družbo. Počasi začenjamo razumeti, da je v bistvu razumevanje ekonomije, pravilno razumevanje, kako deluje ne samo ena stran, samo stran delavstva, pač pa kako deluje delavci, mali podjetniki, velika podjetja in država skupaj in kako vsa ta kompleksnost, kako razumeti vso to kompleksnost, da lahko ustvarimo boljše pogoje, da vsi prosperiramo in da družba napreduje in da imamo čim več uspešnih ljudi v naši državi. Tako da poglejmo si zopet, kaj je bilo zanimivega, izrečenega in idemo pokomentirati. Ker je vse vezano na njihovo rast pač profitov. Ker pa rekel kapitalist, ne grem se več, ne bom več ustvaril in potem ostaneš kot država sam. Možeš ti proizvajati. Mislim, kapitalist tudi nima te izbire. Kapitalist tudi potrebuje državo. Ampak jaz sem ti opisal... potrebuje, pravim. Ja. Ima motivacijo sploh riskirati. Ampak jaz sem v bistvu opisal zdaj recimo, ne vem, socialdemokratsko državo, kako bi naredila, oziroma to celo pač počne. To se ves čas dogaja in je neke vrste kompromisna rešitev. Če bi pač rekel... Če bi živeli v socialistični državi, v neki točki, bi pač šlo tukaj na enem vprašku v bistvu za čisto drugačno odločitev. Se pravi, pač ne bi vprašek, ki bi ga ljudje uporabljali, bil vprašanje tega, ali je sploh to profitabilno za individualnega proizvajalca. Ampak je samo vprašanje, to in to pač smo v družbi pač proizvedeli, ali potrebujemo vprašek, hočemo tazga in tazga. Ok, tukaj pridemo do poante. Če ste gledali podcast, če ste spremljali ta podcast, si ga poglejte. To je na točki ure in 44 pogovora. Zanimivo se mi tukaj zdi. Govorite o enim, dala sta za primer zelo preprost produkt, pralni prašek. Teza in mnenje in to, kot ta je, da moramo v neki socialni državi močno regulirati proizvodnjo praška. Zdaj, on je sami marksist, kar pomeni, da bi v njegovi idealni družbi pralni prašek sploh ne bi bil blago, ki bi ga lahko proizvajali vi kot posameznik, kot podjetje, ampak bi ga proizvajala država. Kasneje je priznal, da je tržni mehanizem, torej mehanizem uravnavanja cen na trgu, tisti, ki lahko bolje določi, koliko se bo česa proizvajalo, kot pa država. Ampak ni čisto razložil, v katerih primerih je boljši, v katerih slabši. Ampak že to, da je priznal v prejšnjem delu pogovorov, da v bistvu nek mehanizem, feedback trga, da je lahko tisti, ki daje signale, kaj se bo proizvajalo, koliko se bo proizvajalo, kdo bo to proizvajal, kdo je boljši za proizvajanje, tako da se resursi bolje razporedijo. Ampak vedno on skače nazaj in skuša nekako vključiti v proizvodno več države, torej več politike, če smo pošteni, torej več nadzora politike nad proizvodno. In tukaj je govora o tem, ali bo zdaj lahko trg zagotovil nek proizvod, kot je pralni prašek, boljše od države. In Antoko trdi, da je nujno potrebno, da država tukaj regulira trg tako, da nekaj, torej pa njegovo, je njemu boljše, da bi država določila, kaj bomo proizvajali, oziroma on to poimenuje kot družba. Mi bomo določili, koliko se bo proizvajalo, pa kaj se bo proizvajalo. Medtem, ko mu Klemen pove, da v bistvu je demokracija trg boljša kot pa država in politika. Zakaj? Ker na trgu ste tudi vi kot posameznik, vsak od nas, s tem, koliko imamo neke kupne moči in kaj izbiramo, imamo v bistvu kontrolo nad tem, kaj se bo dejansko proizvajalo. Po domače povedano, če imate takšen okus ali pa željo, boste pač dobili takšen izdelek skoraj sigurno. Razen, če ste edini s tem okusom oziroma s to željo po tem produktu v celi družbi. Ampak njegova poanta Klemna je, da je v bistvu trg tisti mehanizem, ki bistveno bolje signalizira in kako signalizira. Ja, ravno s profiti.
Torej posamezniki morajo imeti možnost, da profitirajo na trgu. Zakaj? Zato, ker brez profita ni možno, da posamezniki sploh vemo in da družba ve, kaj je dobro proizvajati. Torej poanta in boljša stran kapitalizma je glih v tem, da mi ne rabimo kot družba se dobiti nekje na polju ali pa glasovati na online in določiti, kaj bi imeli, ampak to vidimo preko dejanj. Preko tega, ko nekdo proba z nekim izdelkom in vidi, a ga družba potrebuje, a ga ne potrebuje. A ga bodo ljudje kupovali, a ne. A je surovine porabil dobro, učinkovito, da je lahko dobil profit, ali ne. Miha stalno govori, da delajo tisto, kar je profitabilno. Ja, ampak tisto, kar je profitabilno, je v bistvu tisto, kar je družbeno zaželjeno. Torej, dajmo razumeti, da je družbena zaželjenost in profitabilnost pogosto eno in isto. Zdaj so seveda primeri, ko ljudje porabljamo izdelke in te izdelki imajo potem tudi neke dolgoročne posledice, ki jih trg ne upošteva pri proizvodnji. Lahko je tudi tukaj primer pralni prašek. Če se recimo dokaže, da je en pralni prašek, ki ga ljudje radi izbirajo in ga radi kupujejo, ker je poceni, ker je učinkovit in tako naprej, da je ta pralni prašek v resnici ima hude posledice za okolje, ko ga izlivamo, ko ga porabljamo. Ja, v tem primeru je prav, da država posega v to, da tudi te stroške upošteva, ker te stroški niso bili upoštevani pri sami proizvodnji. Temu se reče negativne eksternalije. To je že dolgo znano v ekonomiji, da so takšne stvari potrebno tudi vključiti v ceno. Ampak je potrebno dokazati, ali ta izdelek res ima take negativne posledice, ne pa kar tako, kot se izmišljujejo tudi socialisti, kar tako vsak izdelek zdaj obdavčevati, subvencionirati, tiste, ki jih oni hočejo v politiki in kaznovati tiste, ki jih ne želijo. S tem zelo hitro pridemo do tega, da postanemo družba, ki v bistvu sploh ima pravno gledano trg, ampak v resnici nima trga, oziroma je ta trg toliko omejen in reguliran, da ne more več delovati tako, kot bi dejansko ljudje želeli. In tukaj pridemo tudi do enega spoznanja. Namreč pogosto ljudje, ki nasprotujejo trgu, v bistvu nasprotujejo željam posameznikov. In to se večkrat vidi tudi v pogovoru, ko on toliko govori, da v bistvu on vidi želje ljudi kot brezvezne. To pove tudi v delu, kjer govori, da smo ljudje nesvobodni, zato ker nas družba priseljuje v to, kaj bomo kupovali. In da ljudje v bistvu delajo slabe izbire. Želi povedati, da ljudje ne vejo sami, kaj želijo na trgu izbrati. Absolutno, pogosto to tudi drži, ampak dajmo se vprašati nekaj. Kdo bo bolje vedel, kaj je za vas dobro? Vi ali politiki? Vi ali ljudje, kot je Antoko? Bodo oni bolje vedeli, kaj je za vas? Bodo oni lahko bolje razporedili produkte in povedali in določili, kaj ne se proizvaja? Ravno zaradi teh eksperimentov z človeštvom je propadel socializem in komunizem. Zato pravim, da signal iz trga, profitni signal, ni nekaj negativnega. Profitni signal ni nič drugega kot signal, da tukaj je priložnost za nek izdelek, ki ga je premalo na trgu, ljudje ga pa želijo. Zato so profiti toliko visoki, ker so ljudje pripravljeni toliko več plačati za nek izdelek, ker ga toliko več želijo. In potem na to področje, ki je toliko profita, pride več podjetnikov in te več podjetnikov razmišlja, kako ta produkt prenesti ceneje. Torej v bistvu kapitalist v želji za profitom, če imamo res prosti trg, kapitalist v želji za profitom v bistvu more ljudem zagotoviti cenejši ali pa boljši izdelek od konkurence. In zato je konkurenca dobra. In zato je dober tudi profitni signal, profit. Torej profit ne zvišuje cene, kot si socialisti napačno predstavljajo, pač pa znižuje ceno. In zdaj, če bi socialisti ukinili profit, prepovedali profite, pomeni, da bi kle izgubili ta nujen signal, ko ne bi vedeli, koliko česa sploh proizvajati, pa kaj proizvajati. In tako bi mogla država, politika določati, kako se bo kaj proizvajalo, kaj se bo proizvajalo. In tako taka družba popolnoma stagnira. Lahko delamo neke zelo bazične produkte, pa še te v napačnih, pogosto neprimernih količinah. Zato se je velikokrat zgodilo v socializmu, da so bili določeni produkti proizvedeni preveč, določeni produkti premalo. Ravno zato, ker ni bilo tržnega signala, ni bilo tega feedbacka trga, ki bi določil, tega moramo pa več narediti, tega moramo pa manj narediti. In še ena lepota je, da na trgu, če podjetnik narobe določi in kupi, a pa naredi preveč enega produkta,
On bo tisti, ki bo mogel odgovarjati s svojim denarjem, zato da ima preveliko zalogo, ali pa mogoče premejhno zalogo in ne bo prodal tega, ali pa je že prodal, pa nima kaj več prodati, ker je preslabo skalkuliral. Ampak hočem povedati, da na kapitalizmu se ta strošek oziroma tveganje prenese na posameznika, tistega, ki ima podjetje. Torej podjetnik v tem primeru tvega, ko mora pravilno oceniti, kako bo nekaj proizvajal, koliko bo nekaj proizvajal. V socializmu pa mi vsi odgovarjamo za napake politikov. Torej, za konec misel, v socializmu, kjer ima država velik nadzor nad ekonomijo, subvencijami, davki, v taki družbi, v resnici, vaš denar, vaše delo, vaš čas, vaše življenje, upravljajo z njim politiki. In politiki posledično delajo stvari, kot si oni v teoriji želijo, ne pa tako, kot bi bilo dejansko najbolj odgovorno. Zakaj? Ker v socializmu tisti, ki odločajo o vašem denarju in vašem času, ne plačajo nobenih tveganj, nobenih izgub, nobenih možnosti, nobenih velikih možnosti propada nimajo, če imajo narobe. Če se v socializmu nekdo narobe odloči, napačno proizvaja nekaj, ima slabe proizvodne procese, ki pomenijo za vas in za družbo izgubo časa in denarja, lahko ga odstavi partija, to je pa vse. Veste, nima država potem takem nobenega motiva, da bi karkoli spremenila. In to vidimo zelo jasno v vseh storitvah, kjer je država udeležena. Ja, saj prav, da je država udeležena tudi v zdravstvu, v vojski in takih zadevah, ampak ravno tiste panoge, kjer vidimo, da je največ države not udeležene v proizvodni storitev, so tiste panoge, ki najbolj nazadujejo, ki so najbolj zadaj, ki so najbolj zaostale, kjer se dela še vedno po istih kokpitih, po istih metodah, po istih pravilih. Zdravstvo je zelo lep primer. Kako počasi se stvari tam spreminjajo, če gledamo javno zdravstvo. In koliko več ponudbe se odpira, takoj, ko imamo zadevo privat. V bistvu imamo še celo tak razkorak, da vidimo, da je v privat ponudbi pogosto celo mnoštvo ene ponudbe, novih storitev, novih idej, novih pristopov, kako reševati nek problem, neko bolečino, neko težavo, medtem ko v javnem sistemu imamo dostikrat te storitve, pa te načine, te metode v bistvu zastarele, ki so desetletja nespremenjeni. Ravno zato, ker ni nobenega profitnega motiva, ničesar, ker bi jih sililo k temu, da se spreminjajo, da napredujejo in da gredo v koraku s časom. Tako da, lekcija za danes, potrebujemo več svobode za vas, za nas, da delamo svobodno na trgu in ustvarjamo nove izdelke in nove storitve. Torej, moramo razširiti tržno logiko in pa logiko svobode ustvarjanja posameznikov med sabo na čim več, kolikor je le možno, čim več enih sfer v družbi, produktov in storitev. Ja, država pa še vedno lahko poskrbi za to, da tisti, ki imajo težave, ki so v škripcih, so ustrezno preskrbljeni. Medtem ko izvaja naj trg, regulira oziroma skrbi za najšibkejše, pa ne država. Srečno. Komentirajte tudi, kaj vam je bilo všeč, kakšno imate mnenje, kakšne pomisleke in tako dalje.